Dobrodošli v najnovejšem podcastu. Moje ime je Eva Mavrič in ja, letos jo je bilo težko spregledati, pa če ste se še tako trudili. Poročali smo o njej ste govorili z družino, s sodelavci, morda delili svoje mnenje tudi na spletu. Govorim seveda o Evroviziji, s katere sta ravnokar oziroma pred parimi urami prišla moja gosta, Robert Roškar in Denis Živčec. Preživela. V enem kosu. In letos ima ta preživela še dodaten pomen, se mi zdi. Večji kot prejšnja leta. Kako sta? Po mojem Sem hotela vprašati, če sta se naspala. Ne, po mojem še krtavava, nekje med svetovi, med tem mehurčkom in resničnim svetom, med katerima je sicer letos bilo zelo manj razlike, no? ker je kar veliko realnosti odrlo v samo Eurovizijo, ampak prihajava nazaj. Ja, nič. Mi smo mislili, da se selimo k našim sosedom Hrvatom, da bo blizu Eurovizija, da bomo štopali. Jaz sem prav razočaran, ja. Že se ni prijatelji moji že imeli rezervirane apartmaje z možnostjo odpovedi, tam nekje para 2 tedna v maju. In so bili, res so bili razočarani. In tudi mi smo bili vsi razočarani. In se mi zdi, da je bila toliko blizu ta Eurovizija zdaj nam. Meni osebno, jaz sem se za to zavzemal tudi zato, ker se mi je zdelo, da če zmagajo oni, bodo tudi mnogi slovenski gledalci končno začeli verjeti, da lahko tudi mi. Kar lahko, ker oprostite, lahko tudi mi. Bila je tako blizu, da je bila že skoraj naša. Ja. Zelo smo Slovenci že dolgo nismo tako živeli v Eurovizijo in mislim, da vsi smo si živeli, kako hodimo po Zrinjevcu z akreditacijami in na trenutke se je zdelo skoraj da bolj navijamo za Hrvaško. Na Reven smo občasno celo malo pozabili, kar ni bilo ravno v redu, ampak... Smo res dihali s Hrvati. Prav, rekli smo si, ok, očitno ne bo Slovenija, nažalost, letos mogoče še ne, pa vse navijamo za Hrvate, ki so skoraj na pol naši. Tako dobro sporočilo bi bilo, da spet zmaga ena. Sicer je Švica zmagala po več kot 30 letih, kar je sicer krasno za izbor, ampak da zmaga spet ena nova država, ki je že skoraj obupala nad Eurovizijo, ker ji ni šlo tako kot nam, kdaj smo tudi skupaj izpadli, podobno. Ful bi bilo dobro sporočilo, pa... Pa tudi bodimo realni, no pač oni tako palajo že ful vsega, no. Lahko vsaj to nam, balkanskim narodom, še malo pustijo, no. Tako malo že dost. Ja, zdaj bo treba pa šparati za Švico, ali kaj? Ja, že vidim pivo 20. Ja, tudi ledvice bomo verjetno prodala. Že Švedska je letos marsikateri evro vzela. Je, ampak zdaj bo še huje. Ja, da si ravno Malmö ni najdražje švedsko mesto, mislim, da se pozna ta multikulti, v tem mestu živijo kot 30% priseljencev, je zelo delovsko, industrijsko mesto, ni Štokholm. Zdaj, ko sem jo lani povabila sem, za to omizje smo se pritoževali, te stavnice, sploh ni več zanimivo, vse se ve že naprej, no pa so pa letos stavnice pošteno zgrešile. Mi do zdaj smo sve gledala tekom izbora in je celo rasla. Rasel je odstotek Hrvaški, je prišel do 50 in potem celo do 53, to je bila, mislim, končna meja, kar pomeni, da je celo več kot vsak drugi gledalec dal denar za to, da bo zmagala Hrvaška in ni zmagala Hrvaška. Ni zmagala, Ok, to pomeni v bistvu ful dobro, stavnice torej vendarle ne držijo zares, torej zdaj se lahko spet ful puščamo preseneti za druga leta. Ja, je bilo kar nekaj presenečeno, tudi Švica je bila na koncu na stavnicah šele tretja in je zmagala. Sicer so res zgrešile, ampak so stavnice letos povzročile tudi to, da smo pravzaprav pozabili na čisto vse nastopajoče razen glavnih treh. Ukvarjali smo se na koncu še zgolj z Izraelom, a bo Izrael, ne bo Izrael, ali bo Hrvaška, ne bo Hrvaška, Švico smo že skoraj da odpisali, pravzaprav. Če šlo na zdaj tako nešteje, ne? Ponavadi zmaga vedno ena od prvih 2 na stavnicah, se pravi logično je, da bo ena od teh 2, ampak pa so nas Švicari. Tako da stavnice mislim, da še zmeraj ne vplivajo prav dobro na sam izbor, ker postavlja vse ostale v drugi plan, kar morda bi tudi nas malo bolj ljudje pogledali, prisluhnili, če nas ne bi že stavnice odpisale. Sledi torej logično vprašanje, si je Švica zaslužila zmago? To je dobra pesem, on je dober izvajalec in jaz pač mislim, da ne moramo reči, da je to šokantno. Nam je šokantno samo zato, ker ni Hrvaška, ampak težko bi pa rekli, da je za nič. Ja, če smo povsem objektivni, mislim, da je Nemon predstavil enega najboljših nastopov, kar smo jih videli v zadnjih letih, dodelano nulo. Mislim, to, kar je on počel to obvladovanje glasa med vsemi temi akrobacijami. Švica je imela absolutno odličen nastop, odličen komad. Malo mi je žal zdaj, da se spet vse skupaj, da se pozornost preusmerja ne v samo skladbo in njegovo dobro pravno delo, ampak zdaj se vsi ukvarjajo z njegovo kiklo in njegovo nebinarnostjo. Leta 2024, vem, da je to top tema še zmeraj danes, že mejno iritantna, ampak priznajmo mu pa vendarle nekaj zaslug, da je opravil zelo dobro. Jaz sem še vedno žalosten za Hrvaško. Nisi še prebolel. Jaz sem samo tako naredil. Vsi smo bili za Hrvaško. Meni je tudi, moram priznati, da Švica je bila med mojimi favoriti letos, tako da nisem zdaj povsem poklapan. Jaz osebno se še ne spomnim takega nastopa s tem krožnikom letečim, ki je tudi fizično zelo zahteven, poleg tega, da so vokali v opernih.
tonih. Ja, si videla, kako ta krožnik se vrti, da so vmes zatemnili zaslon, da sta lahko tipi prileteli gor in skočili na eni strani, zato da je njega vrglo. Wow, to je... V bistvu bi bilo še bolj zanimivo, če bi videli ta širok kadar, kako je vse to izgledalo. Ja, po mojem Švicari tega niso hoteli, ampak je bilo zanimivo videti tudi ta perspektiva. Ja. Mislim, če bi dodali še za njih 200,000 vatov luči zraven, bi to bil že švedski nastop. Ne? Švica pa zapravo ni zelo blestela v zadnjih letih. Mislim, pravzaprav smo včasih tudi pozabili, da sodeluje. Jaz se zelo malo švicarskih komadov trenutno spomnim. Zelo malo. In očitno so se šli zelo zares in se je splačalo. V bistvu se je ponovil lanski scenarij, ne? Žirija proti volji ljudstva. Prav skoraj identičen. Lorin proti Kari. Finska je bila lani na skoraj v enaki poziciji kot Hrvaška. V bistvu vsi ljudje so si želeli, da zmaga in je žirija lopnila po glavi. Kaj s temi žirijami? Je čas, da jih ukinemo? Ne, ja. To vse gremo, ne? A veš, pravila so jasna. Ves čas, če ti ne paše, da imaš žirije na tekmovanju, pač ne sodeluj. Pravila so postavljena, zdaj žirija svojo nalogo ali opravi ali ne, ali zdaj, se veš, ali zdaj pa v tem v ozadju obstaja kakšna skrita misija, ki jo vsi, ne vem, vsi imamo radi teorije zarote, ne? Ali je zdaj žirija res prišla z misijo karkoli narediti, karkoli onemogočiti ali karkoli potisniti naprej, je pa drugo vprašanje. No, dajmo se pa prosim dotakniti dejstva, da žirija ni več prisotna v prvem pa drugem polfinalnem večeru zaradi številnih, oprostim, če smo prav korupcij, ker so bile neke težave, neke nepravilnosti pri glasovanju, tako da so jih dobesedno po večjih letih umaknili z prvega po drugega polfinala in tam zgleda zaupamo samo gledalcem. Ja. Mislim, jaz nisem največji fan žirij, ki jih veliko bolj ceniš, jaz to razumem in razumem, zakaj misliš, da so potrebne, ampak meni bi pač ekstremno zanimalo, kaj bi bilo, če bi enkrat pač zmagala država samo na podlagi gledalcev. Ja. To bi me res zanimalo. No? Žirija je koristna, ni pravi zdaj, ampak jaz vidim namen žirije v tem, da res pomaga državam, ki si ne morejo privoščiti 200,000 vatov in letečega krožnika na odru, ne, torej govorim o nas. Ampak letos se pa... Ja, prosti, kaj so pa letos? Prosim, Reven je sama rekla na koncu presento, da je res računala, če žena je toliko na televoting, ki je predstavnica Kazoslab, vse ne žirijo, pa so naslopni. Jaz nisem tak fan žirije, ampak dobro. So pa tudi žiranti, ne nazadnje ljudje, ki spremljajo prav iste medije, ki spremljajo iste forume, iste portale, ki so pogosto tudi sami oboževalci Evrovizije ali pa tudi ne. Pri nas nimamo čutka, da je zmeraj ravno tako, no. Ampak in tudi žirant podleže, mogoče tudi kakšnemu večjemu hajpu, da rečem, ne. In se bolj osredotočim na favorita. Mislim, tudi na njih malo vpliva, da se ne more izogniti, da ne bi. Zagotovo, se ne živijo ovati. In če tudi žirant vsak dan sliši, ne vem, besedo, zdaj v tem primeru ni bilo recimo Izrael ali pa Švedska recimo. Ali pa Baby Lasagna, ali ne vem, Džamala, da govorimo o letih nazaj, ne. Si ne more pomagati, da ne bi plivalo malo na... Seveda, poslušajo bolj, gledajo bolj in je potem oceni. A je mogoče rešitev, da bi mogoče glas žirije bil manj vreden kot glas? Ja, prosim. Ti boš rekel ne? Jaz bom rekel, ja, prosim. A lahko 25-75? Ne, 20-80. Ne vem, če bi šla tako dramatično. Mene ne bo doben poslušal, ampak tako bi se želel. Ne vidim smisla v tem, da bi del ocenjevanja bil manj vreden. Ne vem, potem je boljše moče pa res en del glasovanja ukiniti. Vsekakor ne ukineš gledalcev, ki hranijo ta izbor in ga ohranjajo živega za vso svojo strastjo, ljubeznijo, ki jo premorejo že iz otroštva. Zdaj, ali skenslamo žirije ali pa pač damo žirante, ki bojo svoje delo opravili optimalno, objektivno. Ne? Je pa res, da malo potrdim to tvojo tezo, če bi pa jih slučajno za foro letos ukinili, ne, pa bi zmagal Izrael po televotingu, no tukaj bi še ne bilo, veš, to bi pa bilo potem spet, kaj pa zdaj, ker to pomeni zdaj, da zdaj pa je kontra, mislim, to bi bilo pa spet slabo. No. Sej mi dva najbrž ne želiva zaraz povedati, ali je prav ali ne, da Izrael zmaga. Pač zveza EBU je tista, ki pravzaprav odloča, kdo sodeluje ali ne. Vprašanje pa je, kaj bi zmaga Izraela prinesla samemu izboru in ne nazadnje tudi nam, ki smo bili tam. Iskreno se zaprašati, koliko držav bi v tem primeru odpovedalo sodelovanje prihodnje leto in če bi jih dovolj veliko število odpovedalo, najbrž bi jih par držav bi. Če bi Eurovizija sploh še bila Eurovizija. Ali ne bi odpovedali in če bi jo slučajno odpovedali, ali bo potem sploh še obstajala. In vprašanje je tudi, kaj bi se čisto praktično zgodilo z nami, ki smo res bili na kraju dogodka, ki smo bili vsak dan obdani z gručo protestnikov, vse bolj jeznim vzdušjem, zastavami, transparenti, beseda genocid je bila dobesedno na vsakem koraku, nekje na kakšnem kandelabru napisana ali karkoli, zelo nenavadno in mislim, da bi Izrael pa mogoče res povzročil, da bi zadeva pa res se odkotalila zelo povsem napačno smer. Ja, sploh če upoštevamo, da so se dobesedno iz vsakega stanovanjskega bloka vile plastinske zastave, ne, to je bil pa res nenavaden prizor. Vse posod so bile. Klub slovenskih evrovizijskih oboževalcev je spet pripravil statistiko in zanimivo, kljub temu, da je bilo na Švedskem veliko protestov, so 12 točk vseeno dali Izraelu.
po televotingu. To so potem te podatki, ki ostaneš malo brez besed. Glej, zdaj, Nemo prepustiti ta komentar. ja, se pravi, ne želim razpravljati, ali je prav ali ne, ampak zdaj te težko je karkoli reči. Izrael je sodeloval in je bil popolnoma enakopraven del Evrovizije kot vse ostale države. Ali so ljudje zglasovali iz vzgiba, zato ker jim je bila skladba res všeč, pa dajmo roko na srce, bila je ena redkih normalnih, klasičnih evrovizijskih skladb in verjamem, tudi moji mami je bila recimo všeč pa še komu, ne? Ki ni toliko vpleten v to neko dnevni news. Ne? In dobro je pela, ne moramo očitati. In dobro je pela, nastop je bil brezhiben in mislim zelo dodelan, tako da objektivno kakšno leto prej sploh ne bi razpravljali o tem, ne? Ali Izrael dobi 10, 12 ali točk, ne. Kaj so pa imeli žiranti in glasovalci v glavi, pa ne vem. A prav na prvem mestu je bila? Aha, okay. Bomo prišli še do tega, dajmo se za sekundo vrniti k naši Hrvaški in Švici. Dajmo. V polfinalih so imeli glasove samo občinstvo, Hrvat je svojega zmagal, medtem ko Švica je bila v svojem polfinalu šele 4. Kdo pa je bil prvi? Tisti večer? Ja. Izrael. Vse poti se vračajo k temu Izraelu. Pojdimo naprej. V velikem finalu je Švica prejela kar 22 12 strokovnih žirij. To je lepa. Tako. Hrvaška le 2. A so se strokovne žirije, to je ena od teorij, zmenile, dajmo podpreti eno državo, medtem ko pri televotingu smo videli to Hrvaška, Izrael, tudi Švica je nekaj dobila, Ukrajina bila tudi pri televotingu popularna. A je težava v tem, da žirije grejo na eno državo, medtem ko se pri televotingu to tako razdeli? Ne vem, če se ona med sabo dogovarjajo. Jaz bi bilo rekel, da mogoče hrvaška pesem ni tipična pesem, ki je ponavadi všeč žirijam. Se mi zdi, da imajo žirije rade več umetnosti, pa te take hude, močne vokale in markantne nastope. Se mi zdi, da vse tako se jaz to predstavljam. Redko kdaj žirije na polno nagradijo tak šov, ko ga je Hrvaška, ne znam tega drugače povedati, se mi zdi, kot da to ni tipična žirijska pesem. Jaz tudi iskreno upam in zelo si želim verjeti, da se žirije niso ničesar dogovarjale, ker potem je problem Evrovizije še bistveno večji, če govorimo o nekih usklajevanjih, potem lahko ukinemo vse skupaj. Iskreno, ja, upam, da so žirije dale svoje glasove zato, ker jim je bil nastop Švice tako zelo všečen, ker so zaznale vokale, roko na srce. Nemo je bistveno boljši vokalist, kot bo Marko Purišič, bi bila zanja kadarkoli, pa da ne bo pomote, tudi meni je bila Hrvaška izjemno všeč. Oba nastopa sta bila dobra. Na Hrvaško smo že pred časom tudi malo prilepili eno slutnjo plagijata, ni plagijat, ampak gre za skladbo, ki je očitno zelo podobna v duhu ali navdihnjena z lanskim finskim komadom, morda je kakšnega žiranta tudi to odvrnilo. Ampak ni tako, da so bile komisije upeljane ravno zato, da se da teža tudi na kvalitetne pesmi, pa na hude vokale, ki jih mogoče gledalci doskar zaradi šova, pa luči, pa lepih na pol nagih predstavcev spregledajo. Se pravi, to je njihova naloga in se mi zdi, da mogoče je dejstvo, kot si ti povedal, Nemo je boljši vokalist in oni so se morali držati svoje stroke in so zato pač rekli, ok, da nam ne bodo učitali oziroma da bomo opravili svojo funkcijo dostojno, moramo nagraditi bogate vokale in je bil Marko v tem primeru mogoče malo bolj niže uvrščen. Želim si, da bi žirije potem se osredotočile še na druge odlične vokaliste, na Portugalsko, recimo, ki je bila res čudovita, pa še kar nekaj. Ali na Raven. Ali ne na zadnje. Ali na Raven. Na akademsko izobraženo glasbenico. Ekstremna vokalistka in kaj z glasom, ona, ko ni imela recimo nobenih rekvizitov in je stavila dobesedno samo na svoj vogal pa nastop. Ja, prosim lepo, če bi gledali tudi na to. Hvala lepa. Zelo malo je naredila ogromno. Ja, v bistvu na zadnje, da so se gledalci in žirije strinjali, je bilo leta 2017, ko je zmagal Portugalec. Tudi to je zanimiva informacija. Pa niti ni. Zato, ker je bil tako očitno dober. V bistvu je skladba, ki je res, po mojem, če ravno eni pravijo, da jim je to ena najbolj dolgočasnih zmagovalk, ampak mislim, da je šlo za glas, za melost, za skladbo, ki se je res mnogih dotaknila na prvo žogo. On je imel tudi taka zgodbo, s svojim srčno čakal je na pesedito srca, nekaj takega. Cel kup, spet 2 meseca smo poročali zgolj o Portugalcu, še pred Evrovizijo, mediji pač svoje opravimo med tem. Vsaj neko funkcijo imamo, ja. Dejstvo je tudi, da on je res izstopil tisto leto, bil ekstremno drugačen od vseh, tam je stal z ugasenim led zasloni in z prevelikim sukničem in je pač gledal se ga in ni se razumel, o čem poje in je bil ves ubogi in delovalo je, kot da pripoveduje zgodbo, ki jo res čuti, skoraj poje sam sebi bolj kot drugim, jo samo razlaga in jaz nisem vedel, kaj poje, ampak sem si rekel, wow.
v polni dvorani si v bistvu 3 minute bil z njim sam. Ne, in pripovedoval je tebi in pravzaprav v tistem momentu tudi nihče ni vedel, ali bo ta fant še živ čez 2 meseca, ker je šlo zelo zares. Ne. Skladba pa mislim, da je tam imelo univerzalno lep, no. Zato mene preseneča. No, to... Samo takrat smo se strinjali. Takrat smo se na zadnje strinjali. No ja, pol vmes je bilo pa pestro. Jaz ne morem mimo statistike Izraela, jaz moram še par stvari povedati. Izrael je prejel točke od vseh držav, kar se tiče televotinga. Od tega je prejel kar 15 do 12, kar je največ letos. 6 več kot Hrvaška. Gremo dalje. Slovensko občinstvo je Izrael nagradilo z 10. Kako pa to komentiramo? To pa sva zvedela in jaz iskreno, jaz nimam absolutno za nobenega evrovizijskega strokovnjaka, jaz sem sam fan, ne vem. Res ne vem. Ne želim ljudem, ne želim soditi o tem, ali so se ljudje s svojim glasovanjem s čemerkoli zmotili, ne želim govoriti, kaj jim mora biti všeč, ker sem vseeno en stari evrovizijski romantik, bom iskreno verjel, da je v ozadju bila res ljubezen do tega komada, ki je pravzaprav komad, ki je pa slovenski duši pravzaprav zelo všeč. A ni tak, tudi ni napuščala, da bi lahko posnela recimo eno tako balado. Močna balada, lep vizualni. Baladni narod. Ne? Nastop kot nastop, mislim, da nimamo kaj za reči čez njega. Ne? Ali pa je v ozadju tega glasovanja, ne vem, a veš nekdo, ki je dvignil telefon, ali je imel zdaj v mislih, zdaj pa glasujem za dobro pesem, ali glasujem za to, da zdaj lahko kaj nevarnega rečem, ne? To je vedno zelo problematično. Ja, ne, razumem. Lahko k temu dodam, recimo v Sloveniji so k glasovanju za Izrael pozivali tudi nekateri pripadniki desnice. Medtem, kar se za svet tiče, je hollywoodska igralka izraelskih korenin Gal Gadot prav tako pozvala in na svojem Instagramu, kjer ima preko 100 milijonov sledilcev, pozvala naj glasujejo za Izrael. Tako da, no, to ni škodilo zagotovo. To definitivno ni škodilo in ja, je vprašanje, ali so se odločali naši gledalci zgolj na podlagi glasbe ali so nekateri imeli odzadaj tudi politično. Spolitizirati oziroma spraviti na obrate dnevno političnih potreb je ena slovenska izjemna specialiteta. Pa v drugih državah Janez Janša ni pozival k glasovanju, ali karikiram, zdaj ne, pa so prav tako ljudje glasovali. Ali je zdaj karkoli pri nas ta poziv dosegel? Dajmo za naš duševni mir reči, da je bila ljudem pesem tako zelo všeč, da so dali na stran vse te politične stvari, pa so rekli, jaz bom ravnal po svoji vesti, pesem je dobro, zasluži si. Res si želim to verjeti, okoliko se želim še v bodoče ukvarjati s tem izborom. Ja, ker drugače je brez veze. Drugače. Že tako je, malo včasih si rečeš, kaj je to, ampak to je pa res brez veze. Samo za glasbo pa tako ali tako nikoli ne gre. To je res. Sej tudi konec koncev Eurovizija je nastala po drugi svetovni vojni z razlogom, da se spet združimo, pa je bilo vmes en kup. Pa glej, kako lepo združeni smo. Tako, mi trije smo se združili. Mi smo se združili. Pa pejmo še malo k naši Slovenki. Evo, ponovno smo prišli v finale, bili veseli. V finalu bili 23. Žirija nas ni nagradila tako, kot smo mislili, da nas bo. Jaz iskreno, glede na to, da pač navadni gledalci glasujejo v nastavnicah, pa da sklepam, da člani žirije ne glasujejo v nastavnicah in ne dajo denarja za to, sem tudi malo računal, da stavnice mogoče kažejo malo nižjo pozicijo, pa jo bodo potem žirije dvignile, kar je, mislim, da tudi računala in upala tudi sama, tako nam je povedala. In potem se na veliko presenečenje to ne zgodilo. Oprostite, ampak Reven je imela po mojem boljši vokal, no? Definitivno je enega najbolj šolanih. Meni se zdi, da je odpela, jaz ne vem res nič o petju, ampak jaz pač koliko moj laični glas, mislim, uho sliši, je odpela, naredila kako napako? Mislim, da ne, no. Pa ta njen ton zadnji, kakorkoli se ta ton imenuje, ki ga vleče 30 sekund, gre vedno bolj gor in no, meni je bilo wow. Mislim, Slovenija je bila največje presenečenje prvega polfinalnega večera, edina, ki je stavnice torej niso napovedali in pričakoval sem, da bo morda kakšno presenečenje tudi v finalu. Jasno, zmage nisem pričakoval, bilo je jasno, da se bo vse vrtelo okoli bolj ekscesnih nastopov. Bi si pa želel vseeno, da bi mogoče res žirije malce očistile svoje ušesa pa svoje fokuse preusmerile
v kakovost, ampak mislim, da Reven nimamo karkoli očitati, odlično je. Prav ne moramo, in jaz sem celo v enem trenutku mislil, da ker je bilo tako zelo veliko cirkusa pri drugih nastopih in so eni, kot recimo Gruzija, imeli toliko ognja na odru, da so se Denisom oprosti v prescentru pa zafrkavali, da so še svoje dodatne rakete prinesli na oder. Še dva gorilnika. A veš, več gorilnikov so imeli, ker je gorelo, iz vseh strani je gorelo in jaz nisem več, jaz nisem več dobro mogel poslušati pesmi, ker me je dekoncentriralo, ko gori. Pesem je bila pa še zmeraj brezvezna. No, in nič ni pomagal. No, in potem sem si hotel reči, mogoče zaradi tega, ker so imeli toliko vseh krogov in kril in grafik in vse tehno je udarjalo vse strani, sem si rekel, mogoče pa je to tako, kot je bilo pri Portugalski takrat sreča, ker naša Reven je pa imela samo svoj vokal, svoje plesalce in mogoče bomo pa iz tega vidika, da nismo mi tako grozno kaotični pa cirkuški, pomagali. JBIGA, da ni, no. In Reven je ustvarila poseben evrovizijski trenutek. 3 minute je pa res, je dvorana bila njena brez enega stola na odru. Mislim, a veš, ničesar nismo dali. Niti na enem majhnem podestu ni stala, samo na odru. Malo ljubljanske megle je bilo gor. Slovenija se zmeraj obnaša kot z naskokom najbolj socialna država na Evroviziji. Mislim, po mojem, če bi bila na Evroviziji Somalija, bi verjetno večji budžet imela kot mi res tarnamo, naši evrovizijski šefi v drugi medijski hiši so že takoj, recimo še pred Reven odpotovala, je direktorica recimo TV Slovenija povedala, ja, da smo za skromnimi sredstvi, smo ustvarili leto. Ko je to povedala, so Denisom rekla, prazno bo, nič ne bo na odru, ne bo niti ene lestvice, ali bomo spet samo luč prižgali. Ali bomo pa samo eno luč prižgali, tako da gledajte. To s temi lučmi imamo vsako leto mi. Ta praznina se je zdaj pokazala, da mogoče pa tudi ne gre tako, da bi, če bi prosim drugo leto naša televizija dala vsaj en stolček na odru. Včasih smo vsaj klavir imeli na odru. Nekaj dajmo, ker zgleda rabimo, ker vidite, da oni gre boljš, ko imajo. Pogovarjali smo se, da so ene žirije kar razburile, med drugim tudi naša, ki je sosedom Hrvatom namenila le 6 točk. Oni nam so dali pa 10. Res je. A je to enkrat prvič, da so oni nas bolj nagradili kot mi njih? Bomo poleti še šli lahko na morje? Poglejte, jaz razumem, da se žirije želijo biti strokovne in opraviti svojo nalogo, za katero so plačane, jaz to vse razumem, ampak zdaj pa, da bi pa mi rekli, da to dogajanje, tekmovanje ni politično, pa da tu vedno velja samo glasba, je pač lažno, zato je smešno, zato je ekstremno politično tekmovanje in če se že ostale države tako lepo povezujejo, ja pa pač še mi malo povežemo, ne? Pač dajmo kako točko zraven, tudi če mogoče nismo čist pripričani. Oni so nam tudi dali, mislim, jaz bi prosil, če bi lahko dali še kako zdravo. Po drugi strani pa ljudje niso dolžni glasovati za karkoli. Bila so leta, ko smo od Hrvaške dobili nič, pa smo mi recimo njim dajali 12, pa ni prišlo ne z Hrvaške, pa ni prišlo ne iz Srbije, kljub bratskim, dobrim medsosedskim odnosom. To, da je Hrvaška favorit, ne pomeni, da mi moramo glasovati za njo, da si ravno bi bilo seveda zelo simpatično in dobro za medsosedske odnose, kakršnikoli že so in zdaj, v času Evrovizije smo vsi Balkanci, a veš zdaj Slovenija, kar najkaj se razglaša, ja, Balkanci moramo skupaj držati, da Evrovizija potegne korenine iz nas. Bilo bi lepo, če bi glasovali, mislim, da je vse kazalo na to, da bo Hrvaška zmagala, bi bila, moram povedati, tudi fora, če bi jim dali 12. Hotel sem reči, če že vsako leto dajete toliko na to strokovnost, se strinjam, ne rabite vi glasovati za to, ker je neka pesem popularna, tudi če je slaba, zdaj bi pa lahko dali 12. Zdaj bi pa res lahko dali, pa doben jim ne bi rekel grozni, vi pa niste usposobljeni glasbeniki, da ste to naredili, zdaj bi jim pa lahko dali 12. Ker je res kazalo na to, da bojo zmagali in naslednjič bo to Hrvaški, sicer upam, da ne bo tako, ampak po statistiki bo to spet čez 20 let ali pa čez 15 in dajte 12, pa bomo vsi veseli in tudi, jaz malo razočaran na tem. Če pa že glasujemo drug za drugega za to, zgolj zato, ker smo sosedje, se pa dajmo malo boljše zmeniti, ne? Ja. Dajmo se dobiti na eni kavi, pa narediti plan. Enkrat so naj ti dve hiši zmenita na enem kafeju, pa se rečeta, pa dajmo tako kot Ciper pa Grčija, ki sicer letos nista se točno dala 12, ampak lahko prosim se zmenimo. Jaz bi bil takoj za to, da se to zmenimo. Je pa jeza zdaj toliko večja, zato ker je pa skladba Rim tim Tagi dim Slovence bila pa res všeč. Mnogim se je skoraj evergreen že, ne? Ja, in ker je dejansko to že čez noč postal hit, ki ga bomo po mojem petek si doma zavrteli na YouTubeu, ko bomo imeli v vinski kleti kako žurko, se mi zdi, da je pa zdaj še to toliko bolj vznemirljivo, da se niso, če kdaj bi se mogli zdaj naše glasovi uskladiti. Zdaj prisiliti Leo Sirk, Filipa Vidušina, Majo Kejovci, ne vem koga še, da pa ne mora biti to všeč, pa to pa nas presega, ne? To je res. Zdaj, hočeš nočeš, Izrael je sodeloval, EBU mu je prižgala zeleno luč, je kar je, vidva sta bila tam.
kako je bilo tam, kako je bilo v dvorani, bili so žvižgi, bilo je neodobravanje, sicer se tega na televiziji ni toliko slišalo. Dobre tehnične filtre imajo, vsaka čast. Rekli so, da so uravnavali zvok, da je bilo boljše, ampak... Rad bi povedal, da ker sva midva gledala drugi polfinale večer v tiskovnem središču, sva torej spremljala enak zvok, kot ste ga vi na televiziji, in midva sta slišala, da se nekaj sliši malo bolj zamolklo, oziroma da je bil malo drugačen sound publike. Nenaraven zvok. Nenaraven je bil, delovalo je, kot da ga je nekdo generično naredil zraven, ampak nisem mogel biti čist pripričan in šele po koncu sva dobila posnetek iz dvorane, ker so se raztrešili po TikTokih in je bilo precej drugače v dvorani. Tako da vsaka čas ta sistem res dobro deluje. Očitno zelo dobro. Na trenutke je vpitje in žvižganje v dvorani skoraj preglasilo samo skladbo. Mislim to, da je Izraelka lahko odpela, tako imate... Neobremenjeno, ne? Da bi se zjokala vmes. Videl sem posnetek iz parterja, torej spodaj, kjer so bili ljudje in moram povedati, da se praktično ni slišalo pesmi in sem jaz najprej mislil, da je to dodan zvok, potem sem povedal, da so se tako drli, da nisi mogel slišati sploh pesmi v dvorani. Wow, dober filter na televiziji. In nekaj novinarjev v tiskovnem središču, recimo tudi v času izraelskega nastopa, zapustilo glavni prostor tiskovnega središča, če so izrazili, da ne bodo tega gledali. Ja, kar veliko je šlo ven. Ena mala ekipica izraelskih novinarjev je sedela v kotu. To so v bistvu ljudje, s katerimi smo se v prejšnjih letih spoznali in družili vseh teh 2000 novinarjev, ki je tam, pa moram priznati, da so letos recimo zelo osamljeno sedeli v kotu in bili so res teh 5 je zgolj edinih ploskalo in upilo, ko je bil izraelski komad, ostali pa nismo. In v vseh pesmi finalu, samo v tiskovnem središču, samo Izraelu ni nihče ploskal. Ja, zelo se je spremenilo v enem letu. Prav pogledala sva krog in sem si rekel, to je pa prav tak čudno občutek. Čuden občutek, ne? Izraelka v bistvu večino časa, ko je bila tam, preživela tudi v svoji hotelski sobi, a sta vidva sploh na njo kdaj naletela, na njeno ekipo? Na koncu. Čist na koncu, ob enih po noči je dajala izjave v avli preden greš ven iz tiskovnega središča. Ker sem jo prvič videl v živo. Preden sva se midva odjavila iz press centra, sva še videla. In sva tako postala za trenutek, ker je bilo ogromno novinarjev, ki so jih tiščali telefone pa mikrofone v usta, pa sva rekla, mislim v usta, oprosti, pred usta. In sva rekla, a bova kaj zdaj naredila? In sva šla. In sta šla. Treba je pa vsekakor nekaj reči na tehnologijo utišanja žvižgov v dvorani. Mislim, ustvari pogoje na izboru, v katerih ne bo sploh prišel do tega, da bi moral karkoli utišati. Če se pa že zgodi, pa živimo leta 2024, ljudje imajo svobodo govora. In če jim že daš na oder nekaj, kar veš, da jih bo sprovociralo ali prizadelo, ali je zneviralo ali karkoli, potem pa jim omogoči, da iskreno izrazijo svoje mnenje in ne zavijajo tega v celofan. Če se je žvižgalo, je prav, da se sliši, da se žvižga. 10 000 ljudi ste utišali, ki so dali za 300 evrov za karto, za to, da gledajo finale. Naj prosim povedal, kaj si zares mislijo o tem. A je svet zdaj kaj boljši? A je zdaj v Gazi kaj manj mrtvih od tega? Ali so odnosi boljši? Niso. Res, ker vsi vemo, kaj se dogaja, potem pa oni utišajo. Prav moti me, da gledalci. Mal se delajo norca iz nas, bi lahko rekli. Na Švedskem lahko zažgeš Koran, kar se je zgodilo od nekaj Eurovizijo, neka protestna aktivistka protiislamska je to naredila in se sme. Celo dovolili so to izvesti v dvorani, pa ljudje, ki so plačali svojih 200, 300, 400 evrov za vstopnice, ne smejo zažvižgati. Potem morate regulirati tudi vse ostale vzklike pri drugih pesmih. Očitno se to ni pošteno, ne? Ajde, da slišite doma, kaj je bilo. Ker je bilo, ne moramo povedati vseh besed, ampak so bile kar pestre. Na tej točki je pa Eurovizija letos res izgubila. Svoje osnovno sporočilo, svoj potencial, ki ga ima k temu, da prispeva k svetovnemu miru ali evropskemu ali boljšim odnosom, to ni bilo v redu. Ja, pa Hrvaška ni zmagala. Hrvaška ni zmagala. Na družbenih omrežjih je bilo tudi veliko obtožb na račun nesramnih in vsiljivih izraelskih novinarjev. A ste to kaj občutila? Ne, nimamo teh izkušenj. Ker moraš vedeti, da v tiskovnem središču so bili 3-4 in so se držali samo zase. Mislim, da ta posnetek, o katerem govoriš, je bil iz delegacijskega dela, kamor mi nimamo vstopa, torej tam, kjer so nastopajoči, ki so bili dodatno zaščiteni. In ja, v posnetku je en izraelski novinar, člana nizozemske delegacije, ki je bila diskvalificirana za nastop, mu je res rekel, kje pa ste bili, pogrešali smo vas na vajah. Ja. Kar je bil res problematičen stavek, jaz najprej mislil, da je to fake, zdaj moram reči, da ni, ta je bil zelo kontroverzen stavek. In ta nizozemski član delegacije je bil precej vznemirjen.
Ja, in tako da je bilo to, ampak to je vse, kar razumem, samo to je, ne moram reči, lahko da je bil kontekst drugačen, no? Lahko da je bilo to vzeto, mislim, da si se navezovala na ta posnetek. Pa tudi Grkinja se je pritožila, predstavnica Irske, prav tako, da so jo zbadali oziroma da so bili nesramni, vsiljivi, jo snemali brez dovoljenja. Tu zdaj mi dva nič ne Res nič ne vem. Je pa res, da je bilo bi si pa želela me zelo, jaz sem vratila dramo. Je pa res, da je vzdušje bilo letos tako znervirano, da je že vsak najmanjša stvar je sprožila, veš, lahko zelo burno reakcijo. Nismo bili izjemno srečni. Ne, ni bilo in fora je bila tem, da jaz sem zunaj enkrat stal se pogovarjal z enim kolegom z Amerike, ki je ameriški fan, ki dela pač za glavnega sponzorja za Eurovizijo in mi je povedal, da so vse koše za smeti odstranili v bližini tiskovnega središča in ko mi je on to povedal, sem se ozrl okrog, nekaj ni bilo košo in mi je bilo prav malo neprijetno. Vem, da je bilo zaščiteno, ampak ta ideja, da ne moš nikamor odložiti, ne vem, torbe, ker se karkoli čudnega skriva, je priseženo, da je bila prav čudna. No? In potem samo o tem razmišljaš in ne znaš presoditi, ali si zelo varen, ali si hkrati zelo nevaren v nevarnosti. Ta slutnja, da se zdaj lahko nekaj zgodi, je bila izjemno izčrpavajoča in je zelo vplivala tudi na samo razpoloženje. Šli so celo v te ekstreme, recimo, nikjer nisi smel nositi torb, niti na manjših torb. Ženske ni mogli vzeti samo torbice, ne? In jaz bi še zaradi vedel, kam so dale stvari. No? Ja, in še največja bizarka, varnostniki so recimo ljudi po 2 minutah naganjali iz stranišč, da ne bi recimo noter namešal kako eksplozivo ali karkoli. Jaz sem bil v kabini sem šel lulat samo zaradi tega, ker so bili pač pisoarji zasedeni in so prišli in odprli vrata in so rekli, you have to leave in so vse kabine spraznili mislim, da so bili 3-minutni intervali. Se pravi, sem rekel, upam, da lahko praviš številko 2 pravočasno, ker drugače ne vem, kaj bi se tega zgodilo. Hvala Bogu, da sem bil na številki 1. To bi še le bila drama. To bi bila drama, ko bi za nago ritijo hodil okrog. Zdaj mnogi branijo, ne bi bil edini, in potem bi tam hodili v ne bi bil edini. Grozno, neprijetno. Se lahko pridružil kar Španiji na odru. Ja. Zdaj mnogi branijo to 20-letno Edena iz Izraela, da pač ona je pa sem prišla, zapela, živela sanje, kot jih živijo vsi. Zdaj drugi pa pravijo, pismo, tudi ona je kriva v navednicah, ker zastopa državo, očitno se strinja z njenimi dejanji. V vseh intervjujih je rekla, da je ponosna, da predstavlja Izrael še posebej v tem času. Zdaj se bo pa še vojski pridružila. Kakšen komentar še na to? Vojski se mora pridružiti, ker je to obvezna vojaška obveznost v Izraelu. Kaj pa naj drugega reče? Veš, 20-letna punca, ki si želi še kariero narediti, ki se še življenje ni zgodilo, že pa v tem tednu se je. Ki mora iti tudi domov, ne? Ki mora iti tudi domov v državo, ki je izjemno, ne me zameriti, nacionalistična. Mislim, Izrael je država, ki je izjemno ponosna, se ljudje imajo v sebi vcepljeno, oni so veš, od Boga izbrani ljudje in čutijo krivico, ki se jim trenutno godi, pa ne bom komentiral, ali se jim ali ne, ker bo zgodovina presodila o tem. Kaj pa bi ne naredila? Na vprašanje novinarju, ali si ponosna, da zastopaš, seveda ne more reči, ne, nisem, ker pol bo prišla domov, pa bo imela celo frko. Ja. Če bi sploh lahko prišla domov, če bi to lahko rekla. Najbrž je logično, da bo rekla, da je ponosna, da zastopa Izraelja. Smela je priti. Nihče je ni prepovedal. Zveza EBU je dovolila, da Izrael sodeluje. Torej, nekdo je moral. Je pa EBU s to odločitvijo, se mi zdi, kar zaznamovala Eurovizijo. Ja, absolutno. Izrazito zaznamovala. Nekateri pravijo pokvarila. Se kar strinjam s to besedo. In jaz potem, oprostite, si potem samo rečem, vse te točke, ki so še njim, bi šle mogoče drugam. In bi bil rezultat zelo, zelo drugačen. Ali bi bil rezultat drugačen, če bi Nizozemska bila v finalu, a ne? Tudi to je bila ena drama, Nizozemska je bila diskvalificirana, še vedno pravzaprav čakamo podrobno razlago, zakaj. Ali bodo sploh dali? Ali jo bodo sploh dali? Ne vem, če so dolžni. Razlago podati? Ja. Zdaj podrobnosti, pa vse nekaj je pa znanega, da ga je neka ženska snemala proti njegovi volji, on je potem zelo burno odreagiral in tako. Jaz mislim, da Nizozemska na razplet na samem vrhu ne bi vplivala, tudi nikoli ni bila med top favoriti. Bi pa morda v nadaljevanju lestvice malce premešala karte, mislim, da nekaj točk televotinga bi najbrž dobila, a ne? Evropa in ga pobrala nekomu drugemu. Zelo, zelo tečno je, ker mi, draga Eva in Denis, ne bomo nikoli vedeli, kaj bi bilo, če bi bilo. To je res. Je pa ta škandal, incident z Nizozemsko zgolj še samo dodal zraven malce živčnosti in slabega razpoloženja nekaj ur pred finalom. Tudi zato, ker je na tiskovni konferenci se pokril z zastavo čez glavo, med tem, ko je odgovarjala na vprašanje izraelska predstavnica in je seveda avtomatsko ljudem dalo vedeti, da je to s tem povezano, da je to torej v bistvu bil protest proti Izraelu
Pa še izzval jo je, naj odgovori na Pa vprašanje. rekel je, da bi pa on rad slišal odgovor na vprašanje, ko so jo vprašali. Oprosti, kaj so jo že vprašali? Če s svojo prisotnostjo čuti, da ogroža ostale. Če čuti odgovornost do tega, da so zdaj vsi v nevarnosti zaradi nje in potem ona je bila tiho, ni upala. Kar je izjemno gnilo vprašanje. To je drugače zelo z njegove strani je malo problematično vprašanje in ona je bila pravilno tiho, ni vedela sploh, kaj naj na to odgovori in potem je on rekel, jaz bi pa rada odgovoriš, ne. Tako da mislim, da potem mediji so potegnili, da je to z Izraelom povezano, čeprav mogoče pa res ni bil to posledica tega. Ta obsedenost z Izraelom je malce ušla. Ne? Zdi se mi prav, da je tako masovno spremljan dogodek bil uporabljen za to, da se je opozorilo na nasilje v Gazi, na pravijo genocid, ne? V redu, konec koncev v svet je gledal, ne? Ampak ne pa zdaj mrcvariti predstavnikov, še najmanj pa 20-letnih deklet, recimo. Ne? No in to, da so sporočali, da se ne strinjajo, a so tudi nekateri drugi naredili, poslikave nohtov so bile na obrazu, imela irska predstavnica v jeziku, ki se ne spomnim točno, kako se reče, napisano Svoboda Palestini. Ampak tega ne bi smela imeti na odru med nastopom, to je imela lahko samo izven odra, kjer je upala, da je bo kdo posnel, da bo lahko to sporočila. Pa Francoz je imel ugovor na zadnji vaji pred velikim finalom, ne? V tistem trenutku, ko se odmakne od mikrofona in načeloma poje, je imel govor o miru in ljubezni. Vem, da ta farsa, da bi ne šlo za apolitični dogodek, še zmeraj velja, ne, kot krilatica vsega skupaj, ampak konec koncev, če lahko na odru pokažeš svojo golorit, lahko mogoče pokažeš tudi napis Free Palestine. Ne? Ja, se strinjam. Bistveno prej. Dajmo malo zaključiti pozitivno, se strinjata. Ful odseva vas, da je to vzdušje tega tedna. Ampak ne moramo pa si slepiti, ne moramo se slepiti, da pa letos ni bilo vse najboljše. Ampak je to še vedno zabavni šov. Tako, in zdaj me zanima, kaj moramo za vragami narediti, da pridemo malo višje. Koga poslati? Kračni vprašanje. Ja, zdaj meni predaje besedo. Jaz bi rekel, da mislim, da bi bila slaba ideja narediti spet, oprostite, projekt na TV-u, ker čist ne vešče nove mlade glasbenike vabimo k sodelovanju in potem zmaga eden od teh. Se mi zdi, da bi bilo boljše, da mogoče se temu izognemo, ker smo ugotovili, da to ni bila preveč dobra ideja. Recimo, jaz ne bi dal čiste malinovce na Eurovizijo, ker se mi zdi, da pa za tako prezentacijo, pa za tako predstavitev države, pa rabiš pa nekaj malega kilometrine. To bi bil mogoče moj prvi nasvet, da ne bi dali čistega novinca. In pa, ker veš kaj je fora v tem, da če res ni nekega pravega recepta, če zmagujejo trušč, pa lordi, pa kričanje, pa hkrati portugalski glasbeniki, ki so sami s prevelikih sukničih na odru, jaz se iskreno ne vem, če obstaja. Jaz mislim, da Baby Lasagna v sanjah ni mislil, da bo zmagal. Pravzaprav skoraj na... celo rezerva, ne? Točno to, skoraj na predizborni prišel. Jaz predvidevam, da dokler on ni zmagal na Dori in je naenkrat videl, kako je skočil na lestvicah, če bi mu nekdo rekel, stari zmago boš, bi on rekel, o čem za Boga govoriš, o čem pri Bogu govoriš. Tako da sklepam, da ni, ne, ker če bi bil recept, bi on že vnaprej vedel, da bo zmagal s to pesmijo. Je pa to, kar se je Baby Lasagni na Hrvaškem zgodilo, bi se lahko po mojem gladko zgodilo tudi v Sloveniji. Ne? Brez problema. Dali so ga za rezervo, kar bi po mojem je zelo tudi naš, mislim, imamo potencial za kaj tako zgrešenega. Zdaj, kako izbrati? Jaz mislim, da v prvi vrsti karkoli že počneš, oziroma kakorkoli že izbiraš predstavnika, najprej izpelji to tako, da se v to ne bo potrebno vključevati proti korupcijski komisiji, da ne bo spet vse skupaj, veš, netransparentni miš-maš. Jaz sem še kar pristaš internih izborov, ker očitno delujejo vse v tej meri zdaj, da smo prišli dvakrat v finale. Če pa že nekoga interno izbereš, pa mu daj vse, kar mu lahko daš, ali pa poišči dovolj sponzorjev ali karkoli, da mu daš optimalni nastop, ki bo pa res konkurenčen vsem ostalim, zato ker se tako zlahka zgubiš med vsemi temi rajskimi pticami na odru in vsemi demoni in ne vem v čem. In recimo, ko smo gledali Raven v dvorani, vse je bila čudovita, vse je bilo vse, ampak moram priznati, da se pa je zgubila v tej neskončni paradi šokiran, šok paradi. In če sodim samo po gledalcih, se mi zdi, da so vmes bili kar malo med našim nastopom, so bili manj engaged, oziroma manj so bili v dvorani je itak zbudila zelo malo pozornosti, ker si videl samo eno malo pikico tam na sredini, ker ni bilo drugih vseh komponent. Na televiziji pa se mi tudi zdi, da je bilo premalo, nažalost potisnjena še med nehvaležno pozicijo med Švico in Hrvaško, kar je absolutno ni bila najbolj hvaležna. Ampak Denis čudito si povedal, zberte, kakorkoli zberte, pa dajte pol vložiti to
Če že to se gremo. Malo pogledajte, kaj drugi počnejo, se ni. Samo tako narediš, pa rečeš, glej, kaj vse imajo. Imam pa eno provokativno idejo. Čaka nas Švica, očitno. Da bi bil čas pa za eno malo bolj posrečeno, zanimivo zgodbo, pa če že toliko šparamo. Pa mogoče pa Lina Kuduzović vendarle dočakala svoje prvo evrovizijsko leto. Živi v Švici, ne nazadnje, Švicarji jo poznajo, bila je na talent showu. Ravno sem želela vprašati, imate kakega kandidata, da ga kar izpostavimo? Lina. Lina? Jaz bom se zadržal. Oprosti, ne morem. Ker če zdaj enega omenim, mi bodo vsi ostali glasbeni kolegi čist malo zamerili. No? Ki si to tudi želijo. Razumem. Ja, Lina je v bistvu dobra ideja, bravo. Živi v Švici, zmagala je prvo sezono Talentov, tako da očitno že kot majhna deklica imela nekaj, s čimer je prepričala. Šparali bomo na hotelu, lahko damo 2 gorilnika, več na oder ali en stol na oder ali karkoli, tako da prihaja razkošno leto. Ok, zanimivo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, mogoče si to zadev. Dajmo, še par zadev me zanima od nastopajočih letos. Irska čarovnica. Ja, ne, ta je tudi razdvojila totalno Evropo in širše. Bom pa jaz prvo začela, meni je všeč. Ne, ni mi všeč. Povejte, zakaj. To je točno ta ekscesnost, zaradi katere se potem vsi delajo norce iz Evrovizije. Ok, če komu všeč, super, meni osebno ni. Furat en satanizem na odru, pa poleg vsega še vso možno LGBTQ agendo, super, da jo imamo, ampak res ljudem na pladnju daješ vse možne stereotipe. Vsem tistim, ki ne marajo tega zbora, takih je tudi veliko, in tisti, ki so na meji med tem, da ne vejo, ga zares marajo ali ne, daš ta nastop in si rečejo, no sej, zato pa jaz tega SRANJA ne bom gledal. Ja, s tem se bi strinjala. Prvotno sem tudi jaz gledala njen nastop in sem bila, ojoj, kaj pa to. Ampak potem, ko gledaš tretjič, si pa že... Jaz nisem gledal tretjič, ker smo šli kar ven na pauzico. To je bila čik pauza. To pa je bila pauza. Ne maram tega principa, ne rabiš me šokirati, očaraj me. Se strinjam. Ne rabim še več šoka. Ali pa jaz imam reč kurjo kožo, kot pa da sem zgrožen. No, evo še eni, ki so šokirali, finski, nakci, veliko jajce, kaj pa ta dva frajerja. V redu, pa se je bilo kar zabavno, no. Mislim, nimam, ne vem. Zdaj, ja. Zvenim sicer zdaj kot Angelica Likovič, ampak meni je bilo pa malo neokusno. Res. Ravno sem želela vprašati, a bi ženski dovolili tako skakljati na okolje? Ja, vprašanje. To pa je res dobro vprašanje, ker je pozabi na Instagramu lahko na gorit pokažeš oziroma ne oprosti moške bradavice, ja, ženskih ne. Zdaj, nisem izdelo, pa vem, da je ta pesem imela kar nekaj fanov. Meni, oprostite, Finci, ampak nisem izdelo niti duhovito, niti ne prav zelo poslušljivo. Komada se zdaj v tem trenutku niti ne spomnim prav zelo več, ker mi je šlo tako mimo mene. Spomnim se zgolj tistega, da rečem, lampa, a veš, tistega trebuha na začetku. Mislim, da zmorejo in vsi skupaj zmoremo več od tega. Ne, na Geriti niso tako problematične. Ampak razumem čisto, absurdno se ti je zdelo neokusno. Evo na Geriti, Španija. On je fan? Jaz tudi. Meni je ona karizmatična, pa zanimiva, ni pa mi posebej gana njena pesem, moram priznati. Meni je bila taka 80-ta, poleti v baru, koktejl v roki. Mogoče, ja. 80-ta niso moj stil. Meni pa so kar všeč, moram priznati, jaz sem malo staromodni okus. In to je super pri Evroviziji, da smo tako pisani. Zato se pa kregamo, vsi pa prek nas, imamo toliko različne glasbene okuse. Meni je ženska takšna carica, a veš, ko bom toliko star prav, želim si to vibracijo imeti v sebi prek, tega ne smem reči, prek, ni se ravno zelo ukvarjala za tem, kaj si drugi mislijo. Šla je, živela svoj moment, bila je ful dobra, karizmatična, zapeljiva. Tisto, kar pa se je okrog nje odvijalo plesno, pa znati, a je zdaj Cisarit kakšen glas prinesla, ne vem, no, ampak... A to pa ti ni bilo neokusno? Mislim, ne bi jih ravno zelo pogrešal, no, če ne bi bilo tih ritmov. Nič pametnega niso zares naredili? Ne, zgolj, v bistvu smo njo gledali manj, mislim, gledalci so njo gledali manj zaradi teh ritmov, mogoče bi je celo kdo bolj prisluhnil, ker komat je res catchy, ne? In ga imam namen to poletje kar veliko poslušati. Res? Bolj oblečena, no. Vidva bo poslušala. Dobro, dajta. Pejmo dalje, avstrijski rejv, naša rejverka. Tle se pa strinjamo, da jo imamo radi vsi, a ne? Kako je bila dobra, Prav ta 90s to Unlimited Dance, Trash Dance, jaz imam pač to pa je moja, jaz sem pora 90-a. Super, no na tole pa grem zdaj v petek ven.
Začel sem iskati svojega Tamagočija. Kje je moj Tamagoči med tem? Ker je 90-ta zvok in tehno in super. Če bi bil še takrat v 90-ih, bi zdaj kaseto z kulico previl na začetek. Ampak je pa totalno razočarala v finalu, kar se izida tiče, bila je celo za nami. Ja, škoda, pa ne vem zakaj, ne? Ok, no ne vem zakaj. No, tega pa res ne razumem. Razumem z vidika strokovne žirije, pač priznajmo, vokalni je bil najmočnejši, ampak gledalci. Dvomim, da gledalci tako strokovno gledajo na tole. Evo, vsako leto je neka stvar, kot je zdaj Avstrija, ko pa jaz ne razumem in si hvala Bogu rečem, vse prav, da je tako, ker če bomo pa čisto vse pravilno napovedali, lepo pa sploh ne rabimo več gledati. Morda Avstrija malo deli to slovensko usodo države, ki sicer zelo korektno pristopi k vsemu skupaj, pa kdaj tudi kaj dobrega pošlje, ampak vsem je fajn, pa lušno, ampak glasoval pa ne bo nihče, ne? Ampak po pa če oprosti, delimo si usodo. Je pa zmagala? Je pa zmagala. Pa to pomeni, da bomo tudi mi slejko prej. Tako, bravo, to je prava mentaliteta. Zdaj pa smo zaključili, tako kot si želela. Čakaj, še dve vprašanje. Vidiš moderatorja, ne? Ne, gremo še malo kvalitetni glasbi, Francoz, brez mikrofona. Mikrofon je bil pri njemu zgolj tako dodatek. Dober je bil. Dober je bil. Ne? Dober je bil. Slovenska žirija mu je dala. Ja, bil je absolutno komad za žirijo, pa se je tudi komaj bil verjetno zelo všeč. Jaz sem ga pa komentiral s tem, da je to meni bil, kot da bi, a veš, AI robotu rekel, zdaj pa mi naredi najbolj generičen možen francoski komad, ki bo zvenel čim bolj francosko in uporabi najbolj tipične besede, že tem, mon amour, a veš, malo te šansonske drame vmes, ne. So francoske pesmi, ki so mi bile že bistveno bolj všeč, ki so bile malo manj strateške, no. Ampak verjamem, da so ljudje padli na to. Bo Francija poslala nekaj, kar ni ljubezenska balada? So jo že poslala kdaj. Mislim, da celo je že parkrat, ja. Je pa to je treba pa pomisliti malo, kdaj. Vse so imeli neke črne mačke, nekoč na odru, niso, eni ima na ramenu ima mačko, zdaj se ne črno nagačeno. Zveni kot nekaj evrovizijskega, ja. Absolutno, ja. Zdaj Eurovizija bo kmalu imela 70 let, kaj želite? Da še ostane, ker meni je fajn vsak mesec maj gledati Eurovizijo, kljub temu, da se mnogi zgražajo. Bi pa rad povedal, ne, zgražajo se in potem je zmeraj tak top 3 gledana oddaja v celem letu, tako da jaz bi rekel, tudi članki so zelo klikani. Ja. Jaz bi samo rad, da obstane. Ja. Pa da se morda vrne. Ja. Rahlo korak 2 nazaj od letos. To, da se seli v Švico, je dobra priložnost, da se Eurovizija vrne domov, nazaj k svojemu, ne povsem se nismo v časovnem stroju, da se malce vrne nazaj k sebi, k svojemu osnovnemu sporočilu, poslanstvu, da neha ljudi šokirati, ampak da jih poskuša navdušiti, očarati, navdihniti, in da gledalci pa predvsem ne pridejo do tega, da jim naj neha biti nerodno, da imajo Eurovizijo radi. A veš, glej, super šov je, ne rabiš zato, ker ti svet govori, da se moraš pa nočevati iz tega. Go with it, uživaj, imajo rad. Pa tudi stari poslušaj, itak vem, da si jo doma gledal tudi zato, ker je tvoja žena in tvoj kolega jo je tudi zato, ker je njegova žena, pač ker pove, gledal si jo. In ker dobimo rejtinga in vemo, da ste jo gledali. Če vemo, da ste jo gledali, vemo, da ste jo, pač samo reči si, ok, gledam, pa se te rabiš še, da si navdušen, pač priznaj, da si jo gledal, pa ne rabite biti sram. Tako, in s tem zaključimo. To je bil pa zdaj tudi še drugi lep zaključek, všeč mi je. Hvala, ker ste prišla. Z veseljem. Hvala za to. Jaz vas že zdaj rezerviram za naslednje leto. Ponedeljek, enkrat prvi polovici maja. Tako. Prideva. Super, do takrat se pa in to nekaj ur po vrnitvi. Tako, nekaj ur po vrnitvi. Hvala za vodo spet. Ni zakaj. A si predstavljata, da bi se drugo leto en ponedeljek v maju pogovarjali o slovenski zmagi? No pa dajmo to v vesolje. Takrat ne. Takrat pa ne bo voda. Dvojna. Velja, evo, če zmagamo, bo veljamovka na mizi. Še prideva, hvala. Super, hvala. Vam pa najlepša hvala, da ste nas spremljali in ostanite na 24ur.com še naprej. Srečno.